spoštovani gledalci, lep pozdrav iz Podvincev, kjer je pred nami obračun 22. kroga in sicer zaostala tekma med ekipama domačih Podvincev in pa gostujočim Bož Bračič Vidmom. Tek potem dobro skače Pavčar in Krajnc. Krajnc podaja na levo stran, Čuš je dobro sprejel žogo, Čuš je v kanskem prostoru, Čuš do strela in 1-0 za Videm. Ja, takole na hitro spodal čez celo igrišče je žoga prišla do Reneja Čuša, ta jo je odlično sprejel v kazenskem prostoru, potem pa lepo matiral vratarja Cajnka in v 38. minuti gostje iz Vidma vodijo z 1-0. Vsi z izjemo vratarja Cajnka so zdaj seveda na polovici Vidma. V 52. minuti priložnost za izenačenje domačinov. Kuserban s predložkom in zadetek! Rezultat je 1-1, v 52. minuti so izenačili domačini, podal je Denis Kuserban, žogo pa je, kot kaže, v gol preusmeril nogometaš številko 4 Tomaž Gojkošek. Rogina pošilja žogo v kazenski prostor, odbija pa Cajnko. A Cajnko je zdaj stekel za žogo, zelo požrtvovalno. Protinapad po njegovi zaslugi zdaj Podvinci, Conceição Rodriguez je sam pred golom, Conceição Rodriguez in rezultat je 2-1. V 71. minuti so povedli domačini preko Brazilca Conceição Rodrigueza. Ja, gre pa ta gol močno na rovaš tudi vratarja Tiborja Cajnka, ki je zelo požrtvovalno tam stekel za žogo, jo poslal naprej v protinapad Podvinčanom. Podvinčani, ki v soboto tukaj pričakujejo ekipo Dravinje, potem v 25. krogu teden kasneje prav tako tukaj tekma za Vrčom, v zadnjem krogu pa odhajajo na gostovanje v Dravograd, zdaj pa strelo daleč in rezultat je 3-1. Leon Anžel oziroma Jernej Orovič je tisti, ki je zabil svoj 13. zadetek in se tako na 5. mestu izenačil z Janom Zikom Zajkom. Ja, to nam seveda ogromno pomeni, da smo premagali sosednji Videm. Borili smo se res do zadnje minute, zdaj kot nam je že v navadi, smo začeli slabo, potem v drugem polčasu pa smo se vrnili s rezultatom 3-1, tako da hvala Bogu, no. Super. Jaz sem zelo zadovoljen s svojo predstavo, res mi je uspel lep zadetek, pa čestito vsem soigralcem in tudi trenerju. Ja, seveda smo zelo zadovoljni, na začetku nam je kazalo precej slabo, zdaj pa smo se z borbo vrnili. Občutki so zelo slabi, to je že ena 6. tekma naša, ker ni bil pravi pristop, to se tudi vidi na rezultatih. Ne vem, tu že se en čas pogovarjamo tudi v klubu, kaj narediti, kaj fante kako zmotivirati, da bi agresijo pokazali na igrišču, da bi si pomagali, da bi igrali drug za drugega. Tu imamo 5-6 igralcev, ki se trudijo, ki probajo, ostali ne sledijo jim in žal pride do tega in zdaj smo trudno v takem mlinu not, katerega se bomo pa res težko rešili, če ne bi fantje pri sebi začeli malo razmišljati in se zmotivirati. Ne zadovoljni, vsekakor. Štart je bil zelo dober, tistih prvih 5 tekme smo odigrali, potem pa se je začelo. Te tekme, katere smo začeli izgubljati, brez glavo igrati in posledice so ti rezultati zadnjih 6 tekem.